Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Živi nasi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kunder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovane dame, cenjeni gospodje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na osrednji prireditvi ob 60-letnici knjižnice Črnomelj. V veliko veselje in čast nam je, da ste z nami, še posebej pa smo počaščeni z obiskom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Danes, 19. januarja 2022, knjižnica Črnomelj praznuje 60. rojstni dan. Knjižnica Črnomelj je prostor srečevanja in druženja vseh generacij. Ima bogato preteklost, uspešno sedanjost in vodijo misel na sončno prihodnost. Tu domujejo knjige, znanje in kultura. Tu smo ljudje, ki jo nenehno oblikujemo, tu smo njeni zvesti bralci in njeni zaposleni. In tu je knjiga, najlepši predmet na svetu. Brezplačna vozovnica za potovanje v znane ali neznane svetove. Vogelni kamen naše zgodovine, kulture, jezika. Listi, popisani z mnogokaterimi črkami. Hranilka misli. Disk z neomejeno kapaciteto spomina. Stvar z vsebinsko nedoločljivo težo. Prinašalka miru. Hrana za naše možgane in našo dušo. Rojstna, spominska, otroška, krstna, zabavna, poučna. Mladinska, strokovna, znanstvena, jezikovna, kuharska, elektronska. In tu je prostor. Bivališče, zbirališče in zatočišče knjig. Zbirališče in zatočišče ljudi. Kdor ljubi knjigo, bodi spoštovan, je misel našega belokranjskega pesnika Otona Župančiča, ki so jo zaposleni v knjižnici posvojili in vzljubili. In na današnji praznični dan se bomo vsi skupaj in vsak zase poglobili v misel oziroma vprašanje istega pesnika. Gre tvoja misel soncu naproti? K odgovoru in k besedi vabim direktorico knjižnice Črnomelj, gospo Anjo Panjan Trgovčič. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani župan občine Črnomelj, gospod Andrej Kavšek, spoštovani podžupan občine Semič, gospod Rudi Koper, spoštovani nekdanji direktorji knjižnice Črnomelj, spoštovani sodelavci, spoštovani visoki gostje in člani ter uporabniki knjižnice, ki nas spremljate v živo preko spleta. V imenu knjižnice Črnomelj mi je veliko čast pozdraviti vas na svečanosti, s katero obeležujemo 60 let ustanovitve knjižnice Črnomelj. Ravno 19. januarja 1962. leta je bil sprejet odlok o ustanovitvi. Prehodili smo zanimivo pot, soočali se z raznimi izzivi, kot so selitve,
prostorska problematika, kadrovska podhranjenost in podobno. Vendar danes, po 60 letih, ne izgubljamo optimizma, ker skupaj s sodelavci zremo v prihodnost in nove cilje. V sklopu praznovanja smo organizirali 4 dogodke, v okviru katerih smo želeli tako lokalno skupnost kot posameznika opozarjati na našo vlogo. Z najmlajšimi smo spuščali balone, v znamenju rasti posadili drevo. Novembra smo v okviru dneva splošnih knjižnic po mestu postavili knjigobežnice in decembra sklicali novinarsko konferenco, kjer smo z gosti razpravljali o pomenu knjižnice in njeni prihodnosti. V sklopu teh prireditev smo si zastavljali vprašanje našega rojaka. Gre tvoja misel soncu naproti? Z vami smo iskali tako odgovore kot poti. Naš odgovor je da. Naša misel gre soncu naproti. Za knjižnico imamo smele načrte. Izdelana je idejna osnova preureditve knjižnice, ki čaka na realizacijo. Prav tako je izdelana idejna zasnova preureditve zunanje okolice, knjižnice kot sosednje šole, s katero se želimo še bolj povezati. Naši načrti so jasni in smeli. Dobiti preurejeno sodobno knjižnico, v kateri se bodo naši uporabniki in člani dobro počutili. Navsezadnje si to želimo in zaslužimo tudi zaposleni v knjižnici Črnomelj. Se s svojim strokovnim pristopom in prijaznostjo vabimo na naročje knjig ter dobrega počutja. Ob koncu se želim zgolj še zahvaliti. Hvala vam, gospod predsednik, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Hvala tudi občini Črnomelj in občini Semič, da nas pri delu podpirate. Hvala vsem našim partnerjem ter zunanjim sodelavcem. Hvala članom in uporabnikom za spodbude in motivacijo. Hvala moji delovni ekipi, Danieli, Bredi in Bernardi, ki so pripravljali mesečne dogodke in tudi to osrednjo prireditev, ter ostalim sodelavcem, Andreju, Bernardki, Jožici, Tanji, Zdenki, Robertu in Martinu za pomoč in strokovnost. Tudi zaradi vas naša misel gre soncu naproti. Najlepša hvala, gospa Anja Panjan Trgovčič. Prosim, pulover. Pobegnemo naravo, se glava umiri.
Hvala lepa. Knjižnica, domača, šolska, splošna, univerzitetna. Prostor knjig. Nikoli ni v njej le ena sama. Tisti, ki jih ljubimo, skrbimo za to, da se vedno katera nova doda k drugim. Upognjene police zaradi njihove fizične teže. Tudi ko nas obkroža več kot 1000 primerkov, med njimi ne občutimo bojazni, ki je značilna za današnjo dobo in se imenuje informacijska preobremenjenost. Ne, zahtevajo čas, potrpljenje, iskanje notranjega miru. Iz njih seva nekaj pomirjujočega. Njihov molk nas ne duši, temveč privablja. Zasvoji, zadosti našim potrebam. Mirno čakajo, da jih vzamemo z njihovih polic. S svojimi zaprašenimi glasovi nam vedno znova šepetajo. Kar počasi, nikamor ne gremo. Za razvoj knjižnice je nujno, da ohranja zaupanje uporabnikov, sodelujočih partnerjev in ustanovitelja. Občina Črnomelj, ustanoviteljica knjižnice Črnomelj in občina Semič, pogodbeni partner knjižnice Črnomelj, se trudita zagotoviti boljše pogoje za delovanje knjižnice Črnomelj in krajevne knjižnice Semič. Vabim župana občine Črnomelj, gospoda Andreja Kavška, da nas nagovori. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, direktorica knjižnice gospa Anja Pajman-Predovčič, zaposleni v knjižnici, vsi bralci ter bralke, občanke in občani. Lepo pozdravljeni v imenu občine Črnomelj po praznovanju častiteljega jubileja knjižnice. Že preteklo leto ste s številnimi dogodki obeležili vašo dolgo obdobje delovanja, s katero se lahko pohvali malo. Vi pa se lahko. Ne samo, da delujete že 60 let, ampak delujete strastno, ponosno in z ljubeznijo do knjige, kar je na drugi strani tudi zagotovilo vaše prihodnje dolgoživosti. V poplavi internetnih vsebin in informacij je knjiga še vedno neprecenljiv zaklad. V veselje mi je, da ima občina Črnomelj takšno knjižnico, ki se trudi lokalnemu okolju približati vrednote, kot je držanje knjige v roki oziroma branje knjige in ne samo hitro ter enostavno brskanje po spletu. Literaturo se ljudem trudite približati v najširšem pomenu besede. Z vsemi dogodki in sodelovanju v projektih ste pokazali, da vam ni vseeno za ohranjanje vrednot knjižničarstva in zato smo vam lahko samo hvaležni. Še posebej sem vesel knjigobežnic, ki ste jih postavili pred kratkim in ki bogatijo kulturno ponudbo Črnomelja. Spoštovana direktorica in vsi zaposleni v knjižnici, iskrene čestitke ob 60-letnici. Želim vam, da svojo ljubezen do knjig še naprej prenašate tako prizadevno, strastno in kvalitetno. Vaše delo cenimo in vas podpiramo. Obenem pa se veselimo vaših novih in bodočih dosežkov. Hvala lepa in čestitke. Najlepša hvala, gospod Andrej Kavšek. Vonj knjige. Nedefiniran in težko določljiv. Po tiskarniškem črnilu in svežem lepilu, ki jo drži skupaj. Po rokah, ki so jo listale pred tabo, po prahu, ki se je nekaj časa nabiral na njej, po listih, Vse do konca 20. stoletja je veljalo, da narod, ki ni imel knjižne kulture, v resnici ni imel lastne množične in visoke kulture. In Slovenci smo tako rekoč šolski primer za to, da smo vse do osamosvojitve kot nacionalna skupnost preživeli tudi po zaslugi razvite kulture, tiskanih medijev in knjižnic. V posebno čast nam je, da je danes z nami predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki ga vabim k besedi.
Spoštovana gospa direktorica, spoštovani gospod župan, zaposlene in zaposleni, dame in gospodje. Preden rečem nekaj besed o današnji svečanosti in dovolite, da se vam, spoštovana gospa ravnateljica, gospod župan, obema zahvalim, da ste me povabili v Mence. Posebno zadovoljstvo mi je, da lahko vmesoma, ne na vse, vendar na sporočilne dogodke, še vedno v tem času, ko smo priča vrhu, rekoč 5. vala, okušt, lahko grem in da se pogovarjam z ljudmi, se z njimi srečam, predvsem pa, da rečem nekaj, v kar iskreno verjamem. Kot predsednik republike sem zelo ponosen na to, kako se vsi skupaj obnašamo. Sprva nas je v tem dvoletnem obdobju seveda bilo strah, bilo je veliko vprašanj, dvomov, tudi nezaupanja, tudi mestoma nestrpnosti. Vendar pa moram reči, da koliko imam priložnosti, da se obeležim takih obiskov in pogovorim z ljudmi vse posod po našem državi. Vidim, da zmaguje neko upanje, zmaguje naša borbenost, tudi naša odgovornost zase in za druge. Nikomu ni lahko, in to bi posebej poudaril, vse ne zaradi te zdravstvene krize teži. In prosim vse, mene, vas, župan, gospa ravnateljica, vse nas, da razumemo, da nam je vsem zaradi te krize težje in da se poskušamo v težave sebe in drugega uživeti in nekako z eno strpnostjo, z enim razumevanjem, z enim sočutjem, vse tisto, kar plemenitega Slovenci premoramo v našem značaju, prebrodimo tudi ta vrh 5. vala, za katerega, kot nam znanstveniki dajejo upanja, vendar nam mogoče pomeni res dokončno luč na koncu tunela. Prosim vse, da zdaj damo najboljšega, kar imamo svojih vrlin od sebe in da pomagamo drugemu in sam sebi in na koncu od skupnost uspemo v soočenju s to nepredvidljivo boleznjo, se naučimo z njo živeti in se vrnemo v neko novo normalnost, ki bo od nas terjala neko novo energijo in prav je, da je nekaj v tem času, zato tudi privarčujemo. Kot rečeno, se mi zdi vredno, da tudi s takimi obeležitvami, čeprav na razmeran primeren način, ohranimo ta občutek za skupnost. Skupnost je zdaj v tem času tako zelo pomembna in zato se mi je zdelo zelo lepo, hvala gospa ravnateljica, gospod župan, da ste me povabila Mence, da lahko počastimo knjižnico Črnomelj in njeno dragoceno poslanstvo, s katerim se že 60 let sooblikuje podoba kraja, značaj ljudi, ki tukaj žive. V današnji priložnosti želim nekaj besed spregovoriti o tem, kako zelo pomembno je, da ima kraj svojo knjižnico in predane ljudi, ki izpolnjujejo njeno poslanstvo. Knjižnice so namreč veliko več kot skladišče knjig, so skrivnosten, vabljiv tempelj misli in besed, ljudem lahko pomenijo zatočišče, pogled v svet, središče znanja, večinoma mesto na njih. Poleg izjemnih zbir knjig in dokumentov so knjižnice mesto, kjer se rojevajo spremembe in napredne misli, kjer je dobrodošel kritičen pogled na družbo, kjer se ustanavljajo družbena gibanja in se danes kujejo načrti za jutri, za prihodnost, ki bomo skupaj živeli. Tako je bilo nekaj in verjamem, da bo tako tudi ostalo. Knjižnice pa ne bi mogli izpolniti svojega poslanstva brez predanih ljudi, ki znate ponuditi roko ali knjigo sleherno radovedno župišče, vedenje, spomine, tolažbo, navdih. Zaposleni v knjižnici Črnomelj ste svoje ljubezen in spoštovanje do knjig uspešno približali različnim generacijam. Od ustanovitve do danes ste se znali prilagajati času in potrebam ljudi, ki vam zaupajo in vam radi zahajajo. S prisrčnim osebnim pristopom ste utrjevali svoje poslanstvo. Knjižnica se je razvijala z njo ali tudi zaradi nje. Kraj, ljudje. Danes je knjižnica Črnomelj čudovito srce, ki povezuje dva kraja, Črnomelj in Semič, približno 19 000
Prebivalcem obeh občin ponujate več kot 80 tisoč enot knjižničnega gradiva, letno organizirate preko 300 dogodkov in srečanj, spodbujate bralno kulturo in vse življenjsko učenje. To je izjemno. Potrjuje pomen knjižnice Črnomelj za lokalno skupnost, za regijo, ter nam daje veliko vedeti, da imajo kraj in njegovi ljudje tukaj veliko prihodnost. Ob tem slovesnem trenutku vam bom gospa ravnateljica, ki so se mi pridružili na ovoj, vročil zahvalo predsednika Republike Slovenije, ki ob 60. obletnici prejme knjižnica Črnomelj za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva, s katerim zaljša podobo domačih krajev in ljudi. Iskrene čestitke. Gospod Borut Pahor, najlepša hvala. Prisluhnimo še enkrat glasbeni skupini Polover, zatem pa si bomo ogledali kratek igrano-dokumentarni film, ki so ga v knjižnici Črnomelj posneli ob tej priložnosti. Rekel si, da rabiš čas, rekel si pa ne na glas, da si moraš vse premlet, sebi se posvetit spet, pa sem ostala brez besed. O, kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, ta je vedno bil sam tvoj. Če srcem s tabo grem, naj saj to smem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. Če ti zame nič več ni, to se tudi kdaj zgodi. Samo ne mi spet lagat, kar potegni ta šahmat in lepo idi praznovat. O, brez skrbi bom že kako, sej bo tudi brez tebe šlo, mi nekaj padlo je v oko. Daj pusti še objem in kaj potem, če srcem s tabo grem, naj saj to smem, naj saj to smem. Daj pusti še objem, naj mu povem, da srcem s tabo grem. Telarandera, teraram pam pam teren larantero, tentaram pam pam terarara. Yaram teram derarom, yaram pam param para para pa pa, yariram dariram dalatandam, wop darandam, yaram daranta teraram pam pirulina para tatam, yariraridam dariraridem dolarem dolarem dolareram dom dolareram dom. Maya tara 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 daram dolaret dararam parata tidul del del dum dum dal del del dum la 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 yara da.
Hvala lepa. Zgodba knjižnice Črnomelj se je začela pisati že leta 1869, ko so v Črnomlju ustanovili prvo čitalnico. Poleg te sta bili na območju današnje občine Črnomelj ustanovljeni še čitalnici v Dobličah in v Vinici. Glede čitalnice v Črnomlju ni nobenega neposrednega dokaza o obstoju knjižnice, toda poznavanje delovanja čitalnic in posrednji dokazi nam dovoljujejo prepričanje, da je tudi ta imela naročenih nekaj časopisov, najbrž tudi nekaj knjižnega gradiva. Prva knjižnica, ki je dokazano delovala v Črnomlju, pa je bila učiteljska knjižnica, ustanovljena leta 1876. Človek si je od nekdaj želel določena znanja, izkušnje iz življenja ali kaj drugega prenesti na naslednje rodove. Gradivo pa je bilo potrebno hraniti. In ker so bili nekdaj nosilci zapisov zelo dragi, so bili tudi skrbno hranjeni, dostop do njih pa je bil omejen ozkemu krogu ljudi, kar je v nasprotju z načeli splošnih knjižnic danes. Knjižnica Črnomelj je danes ena izmed 58 splošnih knjižnic v Sloveniji in skrbi za bralno kulturo vseh generacij. Že slavni Cicero je dejal, da je soba brez knjig podobna telesu brez duše. Zaposleni v knjižnici mu pritrjujejo in dodajajo: mesto brez knjižnice je mesto brez duše. Knjižnica se je v Črnomlju ves čas svojega delovanja srečevala s prostorsko stisko, kar je vodilo k neprestanim selitvam na različne lokacije v mestu. Dedek, kaj pa počneš? Ja, glej, slike gledam, tudi od knjižnice slike, pa spomine obujam. Pa časopis berem, poglej, kaj piše. Knjižnica Črnomelj praznuje 60 let. Wow, to pa je veliko. Toliko časa že imamo knjižnico v mestu. Ljudje so bili najbolj zelo ponosni in veseli, da so dobili tako veliko knjižnico, pa še ogromno knjig. Ja, no, čisto tako pa ni bilo. Veš, knjižnica se je mogla po Črnomlju dostikrat seliti. Pa tudi knjig ni bilo toliko kot danes. Veš, Neža, mene že vse kosti bolijo, dolgo sem sedel. Moram se malo razgibati. Greva se sprehoditi, pa ti bom pokazal, kje vse je knjižnica v Črnomlju domovala, če te zanima. Seveda me zanima, saj veš, da so mi tvoje zgodbe najbolj pri srcu. Pa greva. Po prvi svetovni vojni začnejo čitalnice postopoma usihati. Njihovo delo prevzamejo sokolska društva, v katerih so se združevali liberalno usmerjeni Slovenci. Začetki sedanje splošne knjižnice segajo v konec 40 let prejšnjega stoletja, ko je bila ustanovljena sindikalna knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta. Knjižnico so vodili knjižničarji amaterji in se je večkrat selila. Njen fond je znašal okrog 1300 zvezkov, že takrat pa je imela knjižnica abecedno-imenski katalog. Pozneje, točen datum ni znan, so za potrebe Jugoslovanske ljudske armade prostore današnje Komende izpraznili, zato so knjižnico uskladiščili v bivšem prizidku gradu, imenovanem Glas Salon. Tam je domovala do konca leta 1961. Vidiš, Neža, to veliko stavbo, stara je že več kot 600 let. To je črnomaljska komenda. Vidiš, tu od spodaj, v teh prostorih, je imela knjižnica svoje prvo domovanje, a ne za jako dolgo časa. Kmalu se je preselila tam čez. A na parkirišče? Ne, onda pa še ni bilo parkirišča. Tam je bil dolg prizidek k temu gradu. Od spodaj v gradu, na tistem vogalu, je bila restauracija. V tem prizidku pa je imela 2 salona za goste. Prvi salon je še skozi ostal za goste, v zadnji salon se je preselila pa knjižnica.
tistemu salonu zadaj so rekli glas salon. Zato, ker je imel celo steno iz samega stekla. No, vidiš, zdaj je ostala pa samo še ta velika zgradba. A, poznam jo. Tej stavbi se reče Črnomaljski grad. V šoli smo se učili, da je to ena izmed najstarejših stavb v mestu. Prav si povedala. Vidiš, zdaj pa tu noter domuje občinska uprava. A, poglej, dedek, ali ni tisto tam župan? Ja, Neža, pa res je župan. Gremo ga pozdraviti. Pozdravljeni, gospod župan. Dober dan. Pozdravljena mlada dama. Kam pelješ, detka? Dedkom sem šla na sprehod, da se malo premiga in hotel mi je pokazati, kje vse je domovala knjižnica Črnomelj. Lepo, da si peljala detka malo ven, da se premiga. In lepo, da prisluhneš njegovim besedam. Detki imajo veliko modrih stvari za povedati in o knjižnici verjetno veliko vejo. A veste, da knjižnica Črnomelj praznuje 60 let? O, dama, veš, da vem. Saj smo že do zdaj imeli kar nekaj prireditev. Nenazadnje smo v soboto odprli tudi prve knjigobežnice. Vendar moram povedati, da 60 let praznuje naša knjižnica predvsem zaradi srčnih ljudi, srčnih zaposlenih, ki delajo v knjižnici. Oni so tista duša knjižnice, zaradi česar je ta častitljiv jubilej tudi so dosegli. In nenazadnje želim tej naši knjižnici, da bi dočakala še naslednjih 60 in naslednjih 100 let, ker si zaslužijo. Pa lepo pozdravljeni. Adijo. Divja. V desni trakt sedanje Nove Ljubljanske banke na Trg Svobode 2 se je sindikalna knjižnica preselila leta 1962. V istem objektu je v preteklosti že delovala Črnomaljska čitalnica. Neža, zdaj te bom pa eno uganko postavil. Dobro poslušaj, bomo videli, če boš znala. Bogati hiši, ker ni miši in se o milijonih sliši. Vrsta ljudi pred okncem stoji, za njim pa nekdo papirčke deli. Kaj je to? Težko uganko si mi postavil. Kaj, če ti malo pomagati. Ja, ampak samo malo. Poglej, no se malo ti okoli, obrni se, pa boš našla odgovor bo nadzvane. Že vem, to je banka. Točno, banka je, prav si povedala. Vidiš, ta stavba, ki je približno 200 let stara, so zgradili za črnomaljsko posojilnico, zdaj pa tu domuje banka. Vidiš, tu, v teh prostorih je tudi domovala črnomaljska knjižnica. Res zanimivo. Ljudje so lahko prišli po denar in po knjige. Dobro, gremo naprej, malo sem že utrujen. Pomemben mejnik v razvoju knjižnice pomeni leto 1962, ko so na temelju knjižničnega fonda prej omenjene sindikalne knjižnice 19. januarja z odločbo občinske skupščine občine Črnomelj ustanovili občinsko matično knjižnico Črnomelj. 19. januar 1962 je torej ustanovni dan današnje knjižnice Črnomelj. K ustanovitvi je največ pripomoglo dejstvo, da je bil leta 1961 sprejet zakon o knjižničarstvu, ki je od lokalnih skupnosti zahteval ustanavljanje občinskih matičnih knjižnic. Izjemnega pomena za delovanje črnomaljske knjižnice pomeni tudi leto 1967, ko so septembra v njej zaposlili diplomantko Pedagoške akademije Leo Grabrijan, ki je prevzela upravo knjižnice. Le-to je na novo preuredila po načelu prostega pristopa in po vseh bibliotekarskih pravilih. Zakaj sem se tukaj ustavila? Bi si odpočil? Ne, Nežica, jaz bom že zdržal. Rad ti bi pokazal še to hišo. Znaš, tudi tu je domovala črnomaljska knjižnica. Veš, ta zgradba je bila postavljena zato, da bi bila to črnomaljska vinska klet. Vinska zadruga, so rekli. In črnomaljci smo ji še skozi rekli vinska zadruga, kljub temu, da ni služila več temu namenu. Ja, tu je bila knjižnica.
Spominjam se tistega bonja teh knjig tu notri. Koliko dobrega branja sem tu našel. Pa spominjam se knjižničarke Leje Grabrijan. Ta ženska je znala vse. Pa kako prijazna je bila. Leja Grabrijan je bila prva diplomirana in redno zaposlena knjižničarka v Beli krajini. Leta 1969 je knjižnico registrirala kot javni zavod in postala upravni vodja knjižnice v Črnomlju. Da bi približala knjigo ljudem iz oddaljenih krajev, je odprla izposojevališča v Semiču, Vinici, Adlešičih, Starem trgu in Dragatušu. Svoje znanje je Leja prenesla tudi v svoj rojstni kraj, kjer se je angažirala pri urejanju Metliške knjižnice. Skupaj s takratnim ravnateljem študijske knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Bogom Komeljem je 13. januarja 1977 ustanovila Društvo knjižničarjev Dolenjske, v katerem je bila aktivna tudi kot predsednica le-tega. Njeno delo je bilo med knjižničarji zelo cenjeno in tako je istega leta prejela Čopovo diplomo, najvišje priznanje za delo na področju knjižničarstva v Sloveniji. Leta 1992 jo je občina Črnomelj nagradila Župančičevo plaketo za življenjsko delo. Lejo so v življenju spremljali vzponi in padci, dobro in slabo, a Leja je ostala pokončna, vztrajna in to je tisto, kar nam tudi danes daje dober zgled in pozitiven pogled na prihodnost knjižnice. Leta 1968 je bila stavba današnje Nove Ljubljanske banke prodana, zato se je bila knjižnica primorana ponovno seliti. Tega leta je tako svoj prostor dobila v dijaškem domu, kjer pa so bili prostori majhni in so oteževali knjižnično delo. V letu 1969 se je knjižnica registrirala kot samostojni zavod. Od preselitve v prostore dijaškega doma so iskali boljšo rešitev za knjižnico. To jim je uspelo leta 1973, ko se je knjižnica preselila v prostore nekdanjega vrtca na Gričku. Ob uradnem odprtju februarja 1974 je knjižničarka Leja Grabrijan razkrila načrte o odprtju izposojevališč v Semiču in Vinici. Leto 1974 pa je bilo prelomno tudi v drugih pogledih. S 1. januarjem tega leta se je knjižnica združila z Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj, sedanji Zavod za izobraževanje in kulturo, in prenehala delovati kot samostojni zavod. Oktobra tega leta je knjižnica začela razvijati svojo knjižnično mrežo in prvo izposojevališče odprla v Semiču v prostorih krajevnega urada Semič. Ves ta čas si je knjižnica pod vodstvom Leje Grabrijan prizadevala zadostiti standardi predpisanim zahtevam. Kljub prizadevanjem zaposlenih v knjižnici, da bi izpolnili predpisane normative glede števila knjižničnega gradiva, zadostnega števila zaposlenih, ustreznih prostorov, se to še do danes ni zgodilo. To pa seveda ne pomeni, da se ni nič premaknilo na bolje. Že statistika kaže, da se je obisk knjižnice povečal in prav tako število izposojenega gradiva. Konec leta 1985 so bili prenovljeni prostori v dijaškem domu, kamor se je knjižnica preselila naslednjega leta. Wow, kako je lepa naša knjižnica. Ja, Neža, res je. Vidiš, tu se je pa končno knjižnica ustalila. Tu deluje že vrsto let. Ja. Poglej, tam pa nekaj pripravljajo. Gremo pogledat. Pozdravljeni. Dober dan. Gospod Tone, živja. Ja. Neža, živja. Kako sta? Dobro. Lepo. Sta nas prišla malo obiskati? Leta 1994 je Semič postal samostojna občina in s tem lastnik izposojevališča, danes krajevne knjižnice Semič, ki še vedno sodi pod knjižnico Črnomelj. Konec leta 2001 je bil sprejet zakon o knjižničarstvu. Ta je med drugim zahteval, da splošne knjižnice, ki delujejo na območju z več kot 10 tisoč prebivalci, postanejo samostojni zavodi. Knjižnica Črnomelj je osrednja splošna izobraževalna knjižnica, katero je ustanovila občina Črnomelj. Svojo dejavnost knjižnica opravlja na območju občine Črnomelj in pogodbeno še na območju občine Semič.
torej skupno za okrog 18.300 prebivalcev. Leta 1986 se je knjižnica iz Grička preselila zopet v dijaški dom. 2016 postane upravitelj tega objekta, ki je leta 2017 tudi celovito energetsko saniran. Knjižnica je agens lokalne skupnosti, saj smo brez zadržkov na voljo vsem članom, ne glede na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, jezik, invalidnost, socialni položaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe. Imamo več kot 30 projektov, tako za otroke, mladino, odrasle in osebe s posebnimi potrebami, s katerimi želimo spodbuditi bralne navade. Knjižnica je na začetku štela 1300 knjig, sedaj ima naša zbirka več kot 80.000 enot gradiva. Na letni ravni nabavimo okoli 2000 knjig, in sicer sredstvi Ministrstva za kulturo, občine Črnomelj, občine Semič in z lastnimi sredstvi. Imamo okrog 3000 aktivnih članov in še mnogo več uporabnikov, za katere smo veseli, da nas obiščajo. Zato tudi krepko, za 40%, presegamo zakonsko določitev odprtosti knjižnice, tako v Črnomlju, kot tudi v naši krajevni knjižnici Semič. Po 60 letih kolektiv knjižnice Črnomelj šteje 7 strokovnih delavcev, 3 tehnične ter 1 upravnega delavca. Skupno torej 11 zaposlenih. Knjižnica je ena najpomembnejših kulturnih institucij v lokalni skupnosti, saj na letni ravni organiziramo več kot 300 dogodkov oziroma aktivnosti. Kljub temu, da se je v času covida naša prireditvena dejavnost prepolovila, smo ohranili našo vlogo, saj smo bili ena redkih institucij, ki je delovala, čeprav omejeno. Bralcem smo na različne načine omogočali stik do duhovne hrane. Kljub težkim zdravstvenim razmeram smo bili našim uporabnikom ves čas na voljo, da so lahko dostopali do naših gradiv v knjižnici ali nadaljavo. Tudi v prihodnje bomo negovali spoštljiv odnos do kulturne dediščine, kakovostne storitve, strokovnost, pozitivne medosebne odnose in zadovoljstvo uporabnikov. Vidiš, draga Neža, moja draga vnukinja, knjižnice so polne modrosti in znanja. V njih najdeš odgovor na vsa vprašanja, skoraj na vsa. A veš, tudi mene je knjiga spremljala od mladih nog. Nate, Neža, sem pa ponosen, da si tudi ti postala pridna bralka in da pogosto hodiš sem sposojevati knjige. Ampak veš kaj, dedek, jaz si želim, da je nekoč knjižnica še večja in še modernejša. Ja, lepo je to. Delo knjižnice seveda ni ostalo neopaženo. Leta 1980 je knjižnica Črnomelj ob občinskem prazniku prejela najvišje občinsko priznanje, plaketo občine Črnomelj. Vsekakor si tudi v prihodnje želijo podporo ustanovitelja, kajti to je eden od pogojev za uspešno delovanje in izpolnjevanje nalog in dolžnosti, ki jih imajo do svojih uporabnikov. Ponosni so na bogato in konstruktivno sodelovanje z izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi inštitucijami v svojem okolju in širše. Naj knjižnica Črnomelj tudi v prihodnje predstavlja dušo mesta in prostor branja, znanja, domišljije in srečevanj.
Spoštovani, hvala za vaš prispevek in prisotnost ob praznovanju 60-letnice knjižnice Črnomelj. Naj gre naša misel soncu naproti. Hvala lepa. Ta noč je moja in pijem vino, zdaj si ob meni, ljubim te. Ta noč je moja, ritmu pustim vam, naj vzame, vem, da ljubiš me. To noč bom tvoja, ljubezen moja, v tebi vrem, čutim te. Ta noč je moja, zdaj se ljubiva. Rad bi me vzel, rad bi me imel. Wow, 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 wow. Hvala lepa.